Pozdravljeni. Pri ekipi Haas so pokazali barvno shemo za njihov nov bolid VF-26. Kaj smo zanimivega videli pri tej virtualni predstavitvi, pa kot običajno v naslednjih minutah. Ekipa Haas je bila med prvimi, če ne že prva, ki je svoje bolide nam začela predstavljati na fotografijah, točneje na renderih. In oni so sprožili v bistvu ta val, kjer se publiki nekaj pokaže, kar pa ni nujno, da bo takšno tudi v resnici. Seveda, danes govorimo o predstavitvi barvne sheme. In seveda v nadaljevanju se bomo ustavili tudi pri nekaj zanimivostih in podrobnostih. A poglejmo si, kako bo izgledal bolid ekipe Haas v sezoni 2026. Najprej ne moremo mimo dejstva, da so spremenili glavnega pokrovitelja. Kot dobro veste, od letošnje sezone naprej bo to Toyota. Toyota bo prisotna tudi v glavnem imenu ekipe, kar seveda zopet postavlja na plan neko zanimivost, namreč imeli bomo Toyoto, Haas, Ferrari, kar zna biti seveda marsikomu zanimivo, ampak na koncu se moramo zavedati nekega dejstva. Pri Toyoti s svojimi kapacitetami v Kölnu so v bistvu edini tako tehnološko razviti, da bi lahko ekipi Haas pomagali tudi z izdelavo določenih delov. Kar pomeni, da se v teoriji lahko Haas tudi loči od tiste stalnice, ki smo jo videli v mnogih letih, torej inženiringa v Ferrariju, kjer so v resnici zaposleni inženirji Ferrarija, ki pa niso dovolj dobri za skuderijo, in po drugi strani realizaciji pri delalu. Tako prve kot druge so morali pri Haasu plačati, če so hoteli imeti razvoj. Pri Toyoti bi bila zgodba lahko drugačna. Seveda strošek bi odšel v tisti seštevek, katerega se upošteva pri omejitvi proračuna. Ampak v resnici lahko ne bi bilo potrebno fizično plačati. In tudi to je nekaj. Ampak druga točka, ki je meni bolj zanimiva, je naslednja. Vidimo lahko, da je bolid bele barve v osnovi, kateremu so pridodali črno in rdečo. Na prvi pogled nič kaj takega, ampak lahko bi dejali, da je izginila tista siva barva, značilna za Haas, ki meni osebno ni bila všeč. Morda je vam bila. Ampak tu se bomo sedaj za trenutek ustavili. Se vam ne zdi barvna shema, ki jo vidimo tokrat na bolidu VF-26, malce znana? Namreč, če pozabimo na napise, če se spomnimo, kaj je vozil Nigel Mansell leta 1993 v seriji Car, bomo lahko našli marsikatero vzporednico, marsikatero podobo. Že res, da je med enim in drugim bolidom več kot 30 let razlike, ampak vseeno, mene je ta barvna shema takoj spomnila na tisti bolid, ki ga je Nigel Mansell popeljal do naslova v ameriški seriji Car. In kot zanimivost,
Takrat je Nigel vozil za ekipo Newman Haas, lastnika Paul Newman in Karl Haas. Ampak Karl Haas in Gene Haas nista v nobeni družinski navezi in gre le za primer homonimije, kar se tiče priimka. In kot zanimivost, tudi Karl Haas je imel svojo ekipo v Formuli 1, a o tem kdaj drugič. Če smo sedaj videli to zanimivo podobnost, vsaj po mojem skromnem videnju, vam moram priznati, da kljub temu, da smo videli izjemno malo barvnih shem do tega trenutka, je zaenkrat tista, ki so jo pokazali danes, vsaj po mojem mnenju, na vrhu. Še bistveno bolj zanimiva od onega, kar so pokazali pri Racing Bullsih, ampak treba bo počakati, kot ponavadi, do konca. A vseeno, enkrat toliko pri ekipi Haas imajo tudi opično lep bolid. A povedal sem vam že, da gre za renderje, da gre praktično za predstavitev barvne sheme, kjer oblike samega bolida skoraj zagotovo niso tiste prave. Ampak vseeno bi sedaj rad poudaril nekaj točk, ki bodo morda zanimive za marsikoga izmed vas in bodo neke vrste opomnik, na kaj moramo biti pozorni, ko bomo videli pravi VF Pomišljaj 26 in tudi pri drugih predstavitvah nam znajo malce koristiti. Tokrat začenjamo na prednjem delu in se pomikamo proti zadku, kjer bomo najprej našo pozornost usmerili k nosilcema prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. In prav ste slišali, dva sta. Ampak če smo malce bolj pozorni in pogledamo tam spodaj, bomo opazili tisti mehanizem, ki služi odpiranju in zapiranju samih pomožnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Torej, na mnogih fotografijah, kjer so nekateri govorili o 3 nosilcih, smo sedaj verjetno ugotovili, da gre za tisti mehanizem, ki pomaga pri tej novosti, ki jo bomo prvič videli letos. Po drugi strani oblika samih profilov menim, da nas sedaj ne sme preveč zavajati. Kot zanimivost se mi zdi, da tista končna plošča, vsaj na renderih pri ekipi Haas, ima malce manjši kot od one, ki smo jo videli naprimer pri Cadillacu. Ampak lahko se motim. Če se pomaknemo sedaj malce bolj nazaj. Prednje upetje, push-rod, kar je seveda v skladu s tistim, kar smo videli naprimer pri Red Bullu predstavitvi njihove barvne sheme in prav tako ekipi Racing Bulls, ampak kljub vsemu je treba poudariti nekaj zanimivih točk. Pri ekipi Haas so ostali na tej konfiguraciji naprimer tudi v lanski sezoni in morda bi nekdo lahko dejal, da gre za lanski render, ki je bil nekoliko prirejen letošnjim potrebam. A imamo nekaj podrobnosti, na katere bi vas rad opozoril. Prvič, poglejte si zadnje petje zgornjega trikotnika prednje prednje. Ta je postavljena nekoliko nižje, torej v skladu s tistim tako imenovanim anti-dive sistemom, torej s to obliko se preprečuje šasi, da bi preveč se približala klom, ko seveda so sile, ki delujejo na njo pri spustih oziroma pri vdolbinah na sami asfaltni površini. In seveda tu je treba biti pozorni, kako bo to se izrazilo na pravem bolidu in ne na render. Druga točka, ki mi je zanimiva, je pa mesto, kjer se nahaja tista volanska letev. Namreč pri ekipi Haas izgleda, da so jo pomaknili nižje in bolj nazaj od lani,
Vsaj tako se mi je zdelo iz animacij, in torej so sledili trendu, ki ga je postavil McLaren. A še enkrat gre za renderje, da ne bo pomote. Na prvi pogled, kar se tiče zgornje vstopne hladilne reže, ne vidimo nobenih razlik med letos in lani. Le meni osebno se mi zdi letošnja malce večja. In to bo tudi zanimivo spremljati, kaj bodo pokazali pri Ferrariju, kjer so mnogokrat uporabili samo oni srednji trikotni del in seveda, kaj bo v resnici pokazal Haas. Nato imamo tisti bočni reži, ki sta pravokotni, ki sta dokaj veliki in seveda, če pogledamo bočni strukturi, sta tudi ti dve izjemno obilni in z velikanskimi škrgami na zgornjem delu in izjemno močno poudarjenim toboganom. Se mi zdijo te oblike v navednicah prave, meni osebno še zdaleč ne, ampak to imamo na razpolago. Treba je povedati, da bodimo pozorni, kaj bo v resnici VF-26 imel na tem mestu. Na vrhu okrova pogonskega sklopa vidimo tisto hrbtno plavut, kar smo opazili tudi pri konkurenci, torej tudi tu uradno nič novega. In seveda na zadnji premi full road. Zopet bi lahko dejali, da ne vemo, kaj bodo v resnici imeli tu pri ekipi Haas, ampak glede na to, da uporabljajo pogonski sklop in menjalnik Ferrarija, zanimivo videti, kaj bodo predstavili v Maranellu pri SF-26. Seveda, tu bi lahko še kaj več rekli glede kakšnih podrobnosti, kakšnih malenkosti, ampak kot sem dejal, gre za render. Vsekakor pri predstavitvi barvne sheme bi lahko končno dejali, da so pri ekipi Haas zadeli tisto pravo kombinacijo, tisto pravo razmerje. Meni se zdi barvna shema izjemno elegantna. Kaj pa vam? Seveda, odgovor in debato lahko razvijemo v samih pripombah. Ampak, kot ste razumeli, za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.